profesorica angleškega jezika in primerjalne književnosti sem se izkušnje najprej nabirala kot učiteljica angleškega jezika v tečajih za odrasle v podjetjih. Nato sem pričela s poučevanjem na Ljudski univerzi Nova Gorica, kjer sem kasneje prevzela vlogo organizatorice izobraževanja odraslih. Svetovalka za kakovost pa sem postala tako, da sem najprej pomagala sodelavki, ki je opravljala številne naloge in ji je delo svetovalke za kakovost predstavljalo precejšnjo dodatno obremenitev. Ko je opazila moje veselje in zagnanost, je predlagala, da te naloge prevzamem jaz. Direktorici se je ta zamisel zdela odlična, zato me je ob prvi priložnosti napotila na temeljno usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih na Andragoški center Slovenije. Od takrat naprej sem prevzela delo svetovalke, sodelavka, ki je te naloge opravljala prej, pa mi je z veseljem pomagala s svojimi izkušnjami in znanjem. Delo svetovalke za kakovost je izjemno dinamično. Vedno sem v iskanju novih priložnosti za izboljšave. Moje osrednje vodilo so koristi naših udeležencev, pa tudi dobro počutje in zaupanje vseh, ki smo del procesov vseživljenjskega učenja. Neprestano razmišljam, kako lahko določene stvari izpeljemo drugače, bolje. Številne ideje črpam iz analiz anket, poglobljene samoevalvacije ter iz pogovorov z udeleženci, predavatelji in sodelavkami. Sodelavke se obrnejo name, ko zaznajo težave pri delu ali v odzivih udeležencev. Skupaj na to oblikujemo strategijo reševanja. To vrstno vprašanje obravnavamo tudi na sestankih kolektiva in v skupini za kakovost. Pri zahtevnejših primerih oseb, ki pri nas iščejo svetovanje, se posvetovanja poleg svetovalke za izobraževanje običajno udeležim tudi kot svetovalka za kakovost, da zagotovimo celovito obravnavo in rešitev situacije. Kot svetovalka za kakovost imam ključno vlogo pri usmerjanju tega procesa in njegovi umestitvi v širši okvir dela na področju kakovosti. V okviru mreže svetovalcev za kakovost redno pridobivamo znanja, ki nam pomagajo okrepiti kompetence pri obravnavi kompleksnih izzivov. Svetovalci za kakovost se nenehno učimo tudi drug od drugega. Zato organiziram zgledovalne obiske pri kolegih iz drugih organizacij in zbiram predloge izboljšav, ki jih pridobimo med obiski. Cenim priložnost za preizkušanje novosti. Večinoma se izkažejo kot uspešne, včasih pa se odločimo za korak nazaj ali izberemo novo pot. To je del razvojnega procesa, vedno v gibanju. Najlepši trenutki pri mojem delu so, ko se kakšna bolj nora oziroma nenavadna ideja izkaže za odlično rešitev. Takrat smo vsi zadovoljni in dobimo zagon za naprej, saj iz teh trenutkov črpamo energijo tudi v zahtevnejših situacijah. Navdihujoče je opazovati, kako ves kolektiv in vsi vpleteni sodelujemo in se borimo za isti cilj, tudi če je ta videti zahteven. Vsak prispeva svoj kamenček v mozaiku na naši strokovni poti. Ko nam uspe doseči nov mejnik pri kakovosti našega dela in nam to potrdijo tudi naši uporabniki, nas to napolni z novo energijo in zagnanostjo za prihodnje izzive. V teh trenutkih se počutim kot pomemben, povezovalni in motivacijski člen, kar je bistvenega pomena pri udejanjenju poslanstva svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji.